Nemiren ki nenehno opazuje delovanje narave, snuje nove zamisli in rešitve, to je Leonardo da Vinci. Vsestransko nadarjenega Italijana je zanimalo delovanje vesolja in človeškega telesa. Razvijal je glasbila in orožje. Prvi je razmišljal, kako leteti in se potopiti pod vodno gladino s podmornico. Naslikal je Mojstrovini, Zadnjo večerjo in Monalizo. Človeštvu je zapustil številne pomembne izume. Originali se niso ohranili, ohranjeni pa so njegovi zapisi. Kot levičar je pisal v zrcalni tehniki z desne proti levi. Razstava o geniju Leonardu da Vinciju je pravzaprav zaradi tega izjemno zanimiva, ker podaja nek pogled v genija, ki je živel pred 500 leti in je že takrat domislil stvari, ki so se sicer vse realizirale, ampak bistveno kasneje. Zdaj, rodil se je kot nezakonski otrok in zato tudi nekako ni imel kasneje formalne izobrazbe, vendar kljub vsemu je določena znanja uspel pridobiti in je bil tudi kar cenjen v svojem času. Živel v Firencah, kasneje se je preselil tudi na koncu svojega življenjskega obdobja v Francijo. Kot sem pa že povedala, je pa jasno, to je bila še taka burna doba bojevanja, bitke in najbolj so ga cenili kot svetovalca in mojstra za različna orožja, ki so tudi prikazana tukaj na tej razstavi. Razstava je največja potujoča razstava o Leonardu da Vinciju. Je v lasti avstralskega podjetja Grand Exhibitions. Nastala je pa v sodelovanju z italijanskimi inštitutom iz Rima in pa francoskim umetnikom, poznavalcem renesančne umetnosti Pascalom Cotom. Tako da je dejansko pripravljena na ta način, da res imamo sprehod skozi delo, ki ga je Leonardo da Vinci naredil. Umeščena je tudi časovno in krajevno, tako da vidimo, kaj se je v tisti dobi dogajalo. Pomembno pri tej razstavi pa je, da je velik del eksponatov interaktiven, to se pravi, možno se jih je dotakniti, preizkusiti in je zato vsebina razstave res poučna. Pravzaprav ni področja, katerega se Leonardo da Vinci ne bi dotaknil. Če gremo samo tako, kot je koncipirana ta razstava, najbolj ga je fasciniralo letenje, želel je leteti, to se pravi, bil je izumitelj na tem področju. Bolj na začetku razstave vidimo prvo zasnovo avtomobila, prvo zasnovo kolesa. Denar je služil, ker je pač bilo obdobje tako, z vojaškimi napravami, niso mu tuja glasbila, na skrivaj je seciral, to se pravi, ukvarjal se je z anatomijo, znane so njegove anatomske skice.
predstavljeno tudi njegovo idealno mesto, kajti v tistem obdobju, ko je živel, je kuga kosila po mestih in koncipiral mesto, kjer bi bilo dovolj zračno, kjer bi voda tekla skozi mesto na tak način, da bi se obseg kuge zmanjšal. Še bolj kot znanstvenik je Leonardo da Vinci danes poznan kot renesančni umetnik. Razstava med drugim razkriva 25 skrivnosti Mona Lise. Verjetno gre za portret Lise Gherardini, žene bogatega trgovca iz Firenc. Francoski znanstvenik in fotograf Pascal Cotte je imel to priložnost, da so mu dovolili Mona Liso sneti iz okvirja, jo detaljno preslikati z različnimi tehnikami in na osnovi tega je pač odkril določene posebnosti, določene skrivnosti, ki do zdaj še niso bile znane, in vse te so predstavljene na tej razstavi. In Mona Lisa je takšna, kot je sedaj, brez trepalnic, ne. In seveda z temi tehnikami fotografiranja je prikazano in potrjeno, da je trepalnice v svoji prvotni obliki tudi Mona Lisa imela. Da bi videli najslavnejšo sliko na svetu, vam torej ni treba v Louvre v Parizu, ampak na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani. Razstava o geniju Leonardu da Vinciju bo na ogled do 12. maja.